Pozdravljeni ljubitelji in ljubiteljice športa, zlasti nogometa. Današnji podcast bo nostalgično obarvan, govora bo predvsem o nogometu in najlepšem, kar ponuja, to so pa velika tekmovanja. Letos je čas za spektakel v Nemčiji, Evropsko prvenstvo, ki bo poleti v Nemčijo preselilo vsaj 10.000 slovenskih navijačev. In kdo bi lahko v Evropskem prvenstvu povedal več, kakor današnji gost? Njegov zadetek je praktično sprožil tisto znamenito kijevsko snežno pravljico. Nato pa je bil še v različnih vlogah, uspešen v klubskem svetu, danes pa je funkcionar, direktor reprezentance Nogometne zveze Slovenije. V veliko čast in zadovoljstvo mi je, da ste danes v naši družbi, Miran Pavlin. Hvala tudi meni. Pozdravljen, Miran. Zdravo. Kar znan obraz slovenskega nogometa, bi rekel, eden najbolj prepoznavnih, in takole po ulicah, ko še zdaj le hodite, se sprehajate, še vedno pristopajo ljudje, navijači, starejši, mlajši in vas potrepljajo po ramenih, se spominjajo. Dobro, ne samo zaradi spominov, seveda spominov je kar nekaj, ampak tudi aktualno dogajanje. Evropsko prvenstvo v Nemčiji kot direktor reprezentanc mi je veliko čas, da smo se uvrstili in tudi ljudem pričarali neko zadovoljstvo, neko veselje naslednjih, zdaj mogoče samo še 3-4 mesece do tega prvenstva. In vidiš to pričakovanje ljudi, neverjetno povpraševanje po kartah za slovenske tekme. Tako da, če že kdaj, zdaj končno so v Sloveniji vsi razumeli, da je nogomet številka 1, ker če ti je za slovenske tekme povpraševalo čez 400.000 ljudi za karte, mi jih pa dobimo 3-krat po 10.000. Vam je jasno, da ne moramo vsem zagotoviti tega užitka, veselje pa lahko in vsak dan ta spomin za nazaj je lep, ampak aktualno je nekaj, ki ti je to vsak dan v veselje tudi delati in se veselimo tega dogodka. Ja, omenili ste vstopnice, zdaj vemo, kakšni so Slovenci, vsi bi najraje dobili prek vez in poznanstev. Vi imate kar odgovorno vlogo, verjetno boste prišli do določenega kontingenta vstopnic, so že povpraševanja? Ja, sej veva oba, da v Sloveniji kako telefoni zvonijo, ampak vseeno nobene možnosti ni, žreb eden je bil, še eden bo in potem bomo videli, kaj bomo lahko za naše navijače naredili, probali bomo čim več kart zagotoviti, 10.000 je nekje sigurnih. Verjamem, da se bojo naši ljudje, ki so pač iznajdljivi tudi v normalnem življenju, mogoče se znajdeli preko nemškega marketa, da bi bilo mogoče 13, 14, 15.000 Slovencev na tekmi. Tako da tudi sami zdaj še točno ne vemo, kako bo vse to potekalo, ker je to neka nova stvar, ampak fuzbal je tako globalen šport ratov, da smo lahko veseli, da smo zraven. Ja, vse zadnje fuzbal obračajo se milijarde evrov in majhna Slovenija ni veliki player, kako radi rečemo, ampak vse zadnje ostaja fenomen v tem pogledu. Seveda, mislim, na igrišču smo veliki. Dokaz je zadnjih, to se pravi do 99 do danes je slabih 25 let. Smo bili zdaj v 4. na velikem tekmovanju. Če se spomnite, v Ljubljani proti Hrvaški bi mogli biti čota 5. Če se spomnite Švice, zdaj letenca točno ne vem, ampak ko smo vodili 2-0, pa nam je bila točka dost, bi mogli biti že v ta 6. Tako da smo velika nacija, na igrišču smo absolutno velika nacija. Gledalci pa navijači zdaj nam kažejo pravi obraz, to se pravi, da smo tudi na tribunah velika nacija, ker če toliko Slovencev hoče iti v Nemčijo na tekme, to se pravi, imajo radi nogomet in nas pač spoštujejo, ker to je vse neko odrekanje slovenskega človeka, predvsem finančen zalogaj. Tako da, se pravi, smo veseli, da smo to radost spet prinesli v slovenske domove. Ja, pravo predstavo o tem, kaj prinaša slovenski nogomet in kako je zavzel slovenska srca, verjetno se moramo preseliti v prejšnjo stoletje, v 90. leta, ko je bilo konec Jugoslavije. Takrat je marsikaj propadlo. Vi ste bili praktično še zadnja generacija, ki je na jugoslovanskih ritmih treningov zrasla. To je res. Jaz sem v bistvu kot mlad fant dosti sreče, da sem ujel še tisti zadnji vlak Olimpije, ki je pač prišla iz Jugoslovanske lige v Slovensko in sem
kot mlad fant imel možnost trenirati z velikimi imeni jugoslovanskega nogometa in sem se veliko tudi naučil. Tako da ni na igrišču in izven igrišča in tiste 3 leta na Olimpiji mi je bila velika šola. Tako da, pač to je proces v življenju, ki ga vsak mlad igralec bi bilo fajn, da bi imel, nažalost pa nimajo vsi te možnosti. Ampak spomnimo se začetki slovenske reprezentance, recimo kvalifikacije prve za svetovno prvenstvo 98. 8 tekem, 1 točka, tista famozna, po 3 zadetkih Primoža Gliha v Splitu. Slovenijo so smatrali mnogi za outsiderja, potem pa bum. Realno takrat smo bili outsiderji, sej razvoj slovenske reprezentance, ki je trajal od recimo 90. leta, tisto prav, je bil treba začeti iz nič, tako da vsem tem funkcionarjem, vsem tem ljudem, ki so se s tem ukvarjali, jim moramo dati kapo dol, da so ustrajali in tudi potem s tem, ko je prišel Srečko, se je tudi mentaliteta spremenila in je pokazal neko pot in seveda mi kot mladi, ambiciozni fantje, ki smo hoteli uspeti, hoteli priti do denarja v življenju, do nekega statusa, smo bili res nenormalno ambiciozni in Srečko nam je pokazal pot in se je zgodila Evropsko prvenstvo v Belgiji in Nizozemskem. No, se je veliko zgodb kroži, ampak verjetno najlepša pa tista v Kijevu, tudi po vaši zaslugi, na kateri je sprva prevladovalo mnenje, da se nam godi krivica zaradi nekega Nemca. Absolutno, mi smo bili takrat res v formi, tako da to doma, ko so zmagali Ukrajino doma, pa tudi že prej vse te tekme, so bile težke tekme, ampak vsem smo bili zasluženo drugi v tej grupi in v kvalifikacije prva tekma z Ukrajino doma in tudi gor smo bili res pravi, smo bili dobri in ta 11-metrovka Heinemana je bila res na snegu, totalna neumnost in seveda ti kot mala nacija se težko kakorkoli drugače boriš izven igrišča, kakor samo na igrišču in ta ekipa je pokazala nenormalno fanatično borbenost in na koncu kdo da gol je v bistvu nepomemben. Nagradili nas je nekaj za vso tisto 20-letno delo, ki smo ga, ali pa odrekanje, ne, in zato je takrat tudi ta prvič občutek, je nekaj posebenega. Ne. Tako kot v življenju vsem nekaj prvič ti uspe. To je nekaj nepopisanega. Ampak navadi smrtniki tega namo izvedeli, kako je takrat v srcu, ko je sodnik odpiskal konec, ko so bile solze sreče, objemi, prazlo. Mislim, verjetno je vsak, jaz lahko za sebe govorim, ampak verjetno je vsak igral za sebe čutil neko nenormalno zadovoljstvo, ker vsi smo šli čez težka obdobja. Ne obstaja en igralec generacije, ki bi rekel, da mu je bilo vse poslano. Vse danes isto, ampak takrat je bilo še težje, ker mi smo bili res nobody v evropskem nogometu. Tako da če je danes senzacija, da Slovenija pride na evropsko, kaj bi rekel takrat? Ja, super senzacija. Zdaj nas je 24, pa je težko priti, kaj šele na 16. Zdaj v Kijevu je takrat snežilo, žogo se komaj videlo, v Ljubljani je pred kratkim snežilo, v Sloveniji. Ko ste gledali tale vremenski pojav snežinke, še dosti krat pojavijo asociacije na Kijev, se spomnite ob snegih? Predvsem dostikrat dobimo vprašanje na belo žogo, kako takrat ni noben, kot sodnik, noben spremenil barve žoge, ki je bila na voljo. Ja. Ampak se pravim, vsi rečejo, da je to en kupenih slučajev, pa neke sreče, da se je do tega prišlo. Verjemite, da ne. Sreča pride z korajžnimi ljudmi, ti moraš vse narediti, pa še ni siguren, da boš imel srečo. Tako da ta generacija je nekaj zelo prav naredila, da je pol tudi imela srečo. Ker takrat tiste je bilo več, je bila bela žoga, je bilo en kupenih odbitih žog, je bil Johnny na stativi v prepovedanem položaju, tako da na koncu bi dvignil zastavico, pa bi se verjetno mi pritožbi pisali, ampak v Belgiji pa na Nizozemskem pa ne bili. No, ta sodnik Heinemann, zanimivo, vi ste ga že odprej poznali iz nemške lige in sta tudi po tekmi po tekmi je prišel do avtobusa, da bi prišel jaz dol, da ga pozdraviti in sem bil pač takrat toliko jezen, da ga nisem, pa so se pol čez slabo 10 še enkrat videla, pa so se malo pogovarjali, ampak se pravim, tista odločitev ni bila prava, on je
tudi ve, da je naredil narobe, ampak pač takrat je instinktivna in človeška napaka. No, pa to še bolj slajše potem zmagati David proti Goljatu, proti takemu favoritu, kot je Ševčenko bil. Če se pa spomnimo tiste tekme, mislim, da je to 70 pa nekaj minuta, ne, in greš še 1-0 in se potem vrniti. Res moraš imeti J plus. Ja, Španci bi rekli na K. Ja, tako da tej generaciji kapa dol. Ta generacija si je potem prislužila super nagrado, lepo nagrado, nastop prvi na Evropskem prvenstvu in Slovenija kar naenkrat zblaznela za nogometom. Prej je bilo tako zatišje, potem pa iz tistih, kako bi rekel, planiških množic so privreli na štadione in... Ja, to je dokaz, da slovenski narod, slovenski ljudje imajo šport na splošno, ampak tudi nogomet zelo radi. Seveda morajo pa oni začutiti, da tudi mi na igrišču damo več od sebe, pa tudi če zgubimo na koncu, nima veze. Ampak če mi damo vse od sebe, nas bojo vedno nagradili, da pridejo na štadion, da navijajo za Slovenijo, ker zdaj smo videli recimo proti Kazahstanu, bi lahko prodali kart, kolikor bi jih imeli. Ja, v bistvu škoda, ne? Da niso Ampak kakšne tribune za 30,000. To je res, ampak 16,000 stožice so zelo lep, odličen stadion, tako da je bil nabito poln in super, da je pol tudi ekipi ratal, da se uvrstimo. Vi ste se takrat uvrstili v Belgijo in pa Nizozemsko. Kako ste se takrat pripravili na vse skupaj? To je bilo vendarle nekaj novega. Je znal Srečko Katanec kot selektor brzdati vse skupaj? Seveda je bilo za nas veliko medijske pozornosti. Za nas je bilo to nekaj novega, pa v bistvu smo bili že vsi v tujini, niti ne toliko novo, ne? Ampak vseeno, ko igraš za svojo državo z domačimi mediji, je vseeno drugače. Mi smo bili vseeno tudi z mediji dost na prijateljski bazi in tu se je ves ostala do danes. Tako da jaz sem imel takrat občutek, da ni bilo vi pa mi, ampak smo bili mi. Ali je bil to igralec, ali je bil to trener, ali je bil to novinar, ali so bili to gledalci. In ta skupnost se zdaj počasi, imam jaz tudi občutek, če se spomnimo 4 leta nazaj, proti Malti, proti Moldaviji, 2-3 tisoč gledalcev, pa danes ima spet občutek, ima spet ta občutek mi pa vi. Tako da zdaj pa ne več, zdaj imaš pa občutek, da spet vsi za to srce, bije za to našo reprezentanco, vsak ima to srce in to je nekaj lepega. Ja, šport ima to čudežno moč, čarobno, da združi vsa srca, tako. Tudi še Slovenija na različnih bregovih, ko športniki pičijo uspeh. In to vi čutite potem, ko ste na zmagovalnem odru na štadionu? Absolutno. Tudi vidiš od prve minute, kdaj navijači dajo tisto podporo, tudi ko ti ne gre. Spomnimo se, ko je Kazahstan izenačil, pa ni bilo kritičnih 6 minut. Bolje je bilo dihanje navijačev, bolje je bilo dihanje na tribunah straha, ne nezadovoljstva. Strah, pa ne, prosim, ne. Da Kazahstan zmaga. In še celo eno šanso smo imeli. Tako, in potem to vlajšanje, pa glih Benjamina, Verbiča, ki ne vem, kdo je v tej generaciji bolj zaslužil ta gol, kot on. In to spet sreča, kakorkoli govorijo, ne. On si je to zaslužil in ga je nagradila. Ne. Se pravi, nekdo gor tamle vse vidi. Tako, kot je Srečko Katanec nekdaj znal povedati. Tako. Ja, sej to Srečko je vedno tako znal povedati ljudsko, in da so množice ljudi razumele, zato so ga imeli tudi tako radi. In Verbič, da nam zdaj Benjamin namešal z imenom, ampak recimo Verbič... Ja, kar dva imate. Tako, Verbič, to on ima tako srce, da ga je mogel nagraditi. To res in mu iz srca prvošmo in tudi čestitam. Ja, po svoje on edinstven primer, kako te digitalni mediji znajo, ko se v eno osebno življenje pretihotapijo, naredite ene škode in potem duša trpi in vse skupaj. Tako in z njegovim delom, odrekanjem vsem, to, kar sem jaz ga doživel zadnja leta, se pravim. Če kdo je on zaslužil to. V vaši generaciji vemo, da je stopal Zlatko Zahovič in to se je tudi s pridoma pokazalo na prvi tekmi že. 2 zadetka je dal. Ja, absolutno. Enega pa naš sogovornik. Ja, hvala. Ampak tekma je ostala v spominu kot dramatično šokantna. Ne za tiste, ki imajo srčne težave. Ja, pa tudi tisto
tisto tekmo so itak proglasili za najbolj zanimivo, najboljšo tekmo pred kola na Evropskem prvenstvu. Če bi bilo to pred tekmo, bi tako vsi podpisali, ampak za nas je vseeno ostala malo frustracija, ker po 3-0 pa igralca več. Skoraj ne bi smeli izpustiti z rok. Na koncu smo videli celo četrtfinala, ker s tisto zmago bi šli mi v četrtfinalu, ne takrat Jugoslavija. Ampak mi smo bili prvič takrat, mogoče malo neizkušeni, vsi skupaj. In ta jeza pol po tekmi nam ni veliko pomagala. Ampak vodili ste s 3-0. Kakšni so bili to trenutki, ko si poletel na igrišču, nisi več vedel, kje si, da jugoslovanske zvezdnike vidiš tako na tleh? Mogoče celo smo dali nenormalno več od sebe, ker smo bili tisti moment sposobni in potem nas je v enem momentu zmanjkalo. Ne. In iz tiste luknje se v bistvu nismo več pobrali. Če se spomnite, tudi zadnjo minuto mislim bil Jokanović z glavo, bi bila še večja tragedija, lahko da izgubimo tekmo. Tako da na koncu škoda, ker nismo šli v četrtfinale, ampak vseeno. Je pa zgodovinska tekma, ker še 25 let potem se pogovarjamo o tej tekmi. Seveda je boleča, ampak vseeno, če pa gledamo prvih 60 minut, je bilo pa po moje ena najboljših 60 minut v zgodovini Slovenije. No, se je 25 let, četrt stoletja, prav noro za pogledati, koliko so še sveži spomini. 25 let je pa takšnih, da kar nekaj reprezentantov današnjih, sploh takrat še ni bilo rejenih. Ja, seveda, nekdo orje ledino, da je potem mlajšem lažji. In seveda naša generacija je siguran nogomet pripeljala v slovenske domove in je ogromno teh fantov sploh nogomet trenirali ali pa začeli trenirati, ker se je nogomet zgodil v Sloveniji. Tekma za takratno ZR Jugoslavijo, se pravi, v njej so bili Srbi in pa Črnogorci, je tudi pokazala tisto razmerje Slovenci v jugoslovanskem nogometu. Večkrat ste bili posmehovani kot skijaši, da so vas malce omadeževali. Je bilo res tako? Absolutno je bilo tako in se glih to odrekanje, pa tisto, ko da si skozi mal zapostavljen, je sprožil pri nas kot nek, kako bi rekel v slovenščini, inat. Ja. Ni slovenščina, ampak Dalmatince bi rekli, dišpes. Ja, in to, ker se cela generacija je imela to vse, pa ne. Vsi igralci smo imeli to vse, da dokažemo, da se motijo cel Jugoslavija in to smo dosegli. Ja, ko so gledali nemo na tribunah, kaj zdaj to, ena Slovenija, ne samo, da je vodila 3-0, ampak tudi harala na igrišču. Čisto jih prebrali, vse uničili, njihove zvezdno vrsto. Ja. Se pravim, prvih 60 minut ne verjamem, da je bila kjerkoli tekma potem boljša kot ta. Krizne minute, žal, športi so sestavljeni tudi iz porazov in manj prijetnih trenutkov, ampak kako ste se spoprijeli s tem? Ste veliko o tem razmišljali, da je to ena poučna šola za naprej? Kako je Srečko Katanec se skupaj zapakiral? Učna šola je bila siguran za vse, z njim na čelu, ampak seveda je bila po tekmi velika jeza, ampak mi smo imeli čez 3 dni tekmo z Norveško, oziroma Španijo, ki smo bili tudi blizu. Seveda smo vedeli, da bo zelo težko iti naprej, če Španci ne dobimo točke. Ne. Ampak vseeno, mi smo dali vse od sebe. Amsterdam je bil spet zaradi naših navijačev nekaj najlepšega, ker jih je bilo v takem velikem številu. Z Norveško nič, je bilo pa pač, smo bili boljši od Norvežanov, absolutno, ampak pač nismo zadeli. Amsterdam, treba še enkrat malo poudariti, tisti prizor, mnogokrat so ga še potem ponavljali, več kot 10,000 navijačev na areni, pred tem rajanje na trgu osrednjem, s tremi na in. Ste se takrat počutili kot rock'n'roll zvezdniki? To ne, ampak ti si bil po mojem vrhunc vsega dogajanja izven igrišča. Na igrišču mislim, da je bil vrhunc prva tekma in ko so navijači začutili, mater sej, ta generacija je tudi na evropskem konkurenčna, so po moje dali še malo pogasu, pa jih je še več prišlo v Amsterdam, ker ko smo prišli na ogrevanje, tisti prizor 12,000, koliko jih je bilo. To je nepozabno, ne? Tako da jaz mislim, da je letos čas po 25 letih oziroma 24 letih, da zbijemo ta rekord iz Amsterdama in da se začnemo pogovarjati o Münchnu, o Kölnu pa v Stuttgartu. No, ravno München bo eno usporednico predstavljal ponovno Srbija, ne? Zdaj kot samostojna država. Se vam zdi, da bojo zdaj Srbi
manj podcenjevalno šli vse skupaj. Leta 2000 verjetno so kar veliko podcenjevali Slovenijo. Koliko sem jih jaz na žrebu začutil v Hamburgu, jih je fajn strah. Tako da oni v glavi seveda mislijo, da so veliko boljši, pa mogoče posamezni tudi so, ampak vsi so pa taki nogometni poznavalci, da točno vejo, da se z nami ni za zafrkavati. In jaz sem začutil strah in mi bomo to izkoristili. Sej ne nazadnje selektor Stojković je bil tudi takrat v Šalerojaju na igrišču. To se ne pozabi. Igrali bomo pa letos tudi z Danci in pa Angleži. Danci so stari znanci, Angleži po svoje tudi iz velikega tekmovanja SP 2010. Slovenija pa vendarle čuti svojo priložnost. Selektor Kek pravi, da ne gre zgolj tekmovati. Zakaj pa ne? Absolutno, da ne. To ima selektor čist prav. Mi bomo vsako tekmo probali zmagati. Zdaj, če nam bo uspel, bo super. Vemo pa tudi svojo kalkulacijo, kako iti v osmino finala. Tako da, ker grejo še 4 tretji. Čeprav ja, približno 3 ali pa 4 točke bo treba. 4 točke naj bi bile sigurne. Ne? Tako da približno neko kalkulacijo vemo in od prvo tekmo se moramo postaviti na zmago in zakaj pa ne? No, Danska kot skandinavska predstavnica tradicionalno ne ugaja Slovencem, ampak enkrat se dajo tudi nizi ne prekiniti. Prav to je držalo za našo generacijo, pa za 2010 generacijo, ampak zdajšnjo generacijo pa ne, ker če se spomnite Norveško. No, to je šlo, ja, ampak Danci se pa vedno izmuznejo. Tako, Švedska je v Nation League spadla za nami, tako da, ja, Danci tudi gor v Kopenhagnu smo imeli težavo. Doma smo bili dobri, tako da moramo ponoviti predvsem tekmo v Ljubljani z Danci in bomo konkurenčni in gledati, da zmagamo vsaj točko in da čakamo naslednji korak. Največji optimist je pa verjetno Milivoj Novaković, ki je rekel, Angleži igramo v Kelnu in takrat bom brezskrbno spremljal tekmo, ker bo Slovenija že si zagotovila pred tem osmino finala. Upam, da ima prav Milivoj, tako da zakaj mu ne bi verjel? On je vsak dan z ekipo in še bolj pozna ekipo, kaj jaz. In ta ekipa ima rep in glavo in tudi fantje verjamo eno drugega, kar so dokazali že v kvalifikacijah, ampak zdaj so tudi mentalno določeni, šli še na višji nivo. Seveda imamo Jana, imamo Šeškota, ki sta pa tiste dva, ki sta gonilne sile in zakaj pa ne. Predvsem Jan Oblak izstopa, ne. Je že zašel v 4. desetletje. Mnogi so mu očitali, koliko ima ta Smole, tako dober, ampak reprezentančno nikoli ne bo na velikem tekmovanju. Ampak demantirajo se. Tudi najboljšim se v Sloveniji je to omogočeno. Sploh zadnja leta, kar sem ga jaz doživel, je dal za reprezentanco ogromno, se je razdajal, odrekal in račun se je izšel. Seveda je pa res, vsa kariera klubska je 50% čez svojo državo, ne greš na velik turnir. In te fanti so zdaj to doživeli in bojo videli polet, kakšno veselje je to, kakšen užitek je to, tudi emocionalno te napolne. V Sloveniji boš poznan celo življenje, ko državo pripelješ na veliki turnir. Prej, dokar časa ne pripelješ Sloveniji na veliki turnir. Se pravi, v Sloveniji pa mal te pozabijo, če bi nehal brez tega, ampak tako si pa z zlatimi črkami vedno zapisan. No, vi ste Gorenjac, šel Josip Iličić, ne bo del tega, ne? Dela Eura. Tako si je prizadeval, ko je bil v najboljši formi, žal v Sloveniji ni bilo, ampak to je pa očitno bo končal kariero brez tega. To je druga plat nogometa, ki je mogoče malo manj srečna, ampak sestavni del, ni samo on, verjetno je še veliko fantov, ki je na tak način pač ne bo zraven ali pa bojo zraven. No, hipotetično seveda, se lahko še pridruži. To bo selektor odločil, ampak konec koncev Josip je imel odlično kariero in v Sloveniji je absolutno prepoznan kot velik igralec. Vemo, vstopnice bi šle kot zamet, ker je tekmovanje v Nemčiji. Recimo Slovenija, potem, ko ste bili na Euro, ste se vrstili na svetovno prvenstvo, ampak na drugi strani sveta, na Daljnem vzhodu, potem po 20 spet jug Afrike, ni moralo priti do tiste množične invazije.
Zdaj v Nemčiji je pa vse skupaj lažje, je pa žal stopnic premalo. Ker takrat se mi zdi, na Euro 2000 so se lahko še stopnice praktično v stadionu kupile, so bile tudi še prazni deli tribun. To je dokaz, kako je tudi evolucija evropskega nogometa, kako se je razvila. Ne. Ker recimo te grupne tekme na Euro 2000 se je dal vedno karte kupiti. Do nas je v bistvu Mission Impossible. Tako da, to je tudi evolucija evropskega nogometa, da je skozi bolj popularen, skozi več ljudi, vse generacije, sploh mlade, to, kar osnovnošolce poslušaš, se jim hočejo igrati nogomet, ljubljanski klubi imajo problem, ker 8-letnike niti nimajo več prostora vpisati. Ta množičnost prinaša tudi uspeh, prinaša množičnost pa prinaša potem probleme za karte. Ampak mi smo se tega želeli in mi smo vse naredili, da gremo v Nemčijo. To so vse sladke skrbi. Sve za kakšnega Slovenca bo grenka, ampak vsem za veliko večino bo pa sladka. Jaz mislim, da Slovenci smo tako iznajdljivi, da bo mrz kakšen bo najdel pot do štadiona na razni način. No sej, v kakšno manjšo tolažbo pa za tiste, ki bodo ostali brez stopnic, pa pride zvezdniška Portugalska. Saj, tudi spektakel, v pravem pomenu besede. Ja, absolutno, seveda. Tu moramo biti veseli, da nam predsednik UEFA veliko pomaga, da lahko taki zvezdniki pridejo v Ljubljano sploh. In seveda mi bomo vse naredili, da bo to velik spektakel. Mislim pa, da tudi tukaj bo problem za kakšno vstopenco. Tako da mi se veselimo, da so Stožice vse zadnje tekme polne in tudi upamo, da bojo naslednja leta polne. To se pravi, moramo mi imeti dober rezultat in potem nas bojo navijači vedno nagradili, da bojo polni. Zdaj nogomet nekakšno idilo iz sebe daje, vse izgleda popolno, lepo je, tako vzdušje prijetno. Vemo pa zadnja dva velika tekmovanja, na katerih veliki tekmovanjih je bila Slovenija, so malo zasenčile afere. V Južni Koreji vemo, do česa je prišlo, v Afriki tudi nezadovoljstvo glede premij pred odhodom. No, tega zdaj ne bo tako, da to ne rabite skrbeti. Se ne bo nadaljevalo. Mi na nogometni zvezi točno vemo, kaj imamo za delati, točno vemo, kaj moramo narediti, točno vemo, kaj smo mi doživeli, da se to ne ponovi. Tako da to absolutno ne. Mi bomo vse naredili, da bo igralcem in štabu omogočeno najboljš, kar je lahko. To je tudi naše delo. Na igrišču bomo pa videli. Seveda bomo probali, da se uvrstimo naprej, ampak moramo biti pa vsem pošteni sami do sebe. Nam je super uspeh, da smo zraven. Seveda pa mi nismo nobeni luzerji. Mi vsako tekmo, s komarkoli igramo, hočemo zmagati. In če bomo nabrali dosti točk, bomo šli v osmino finala. In to zasluženo. No, prihajate iz zanimivega kraja z manj priljubljenim imenom, Britov. Mislim, ime je fajn, na koncu tole je življenje. Ampak kako se vračate na Gorenjsko, ker zdaj tam v bližini je pa, bi rekel, zelo lep nacionalni nogometni center, kakor da bi začutili vašo prezenco od nekdaj v neposredni bližini. Jaz mislim, da to spet gre zahvala enem človeku, ki se je takrat res prizadel kot predsednik nogometne zveze, da je to lahko sploh uredil in spelo in da se je nogometna zveza to potem zgradila. Narava Brda, ne rabimo govoriti, se drugače gospod Tito ne bi bil tam, če ne bi bilo to popolno. Da smo pa mi lahko zdaj del Brda, je to super, pogoji so super in tudi ekipa bo priprave bila do konca skoraj na Brdu, tako da mi imamo eden najlepših centrov v Evropi, tako da bojo šli v Nemčijo 5 dni pred prvo tekmo. Ja, ni kar tako zapisano, marsikdo, ki pride tuje delegacije, so kar malce ljubosumne. Rade izpostavijo, kakšen biser imamo. Absolutno, pa tudi ogromen klubov, Trabzon, Šahter, ukrajinska reprezentanca, hočejo priti na priprave, ampak seveda mi imamo to za naš pogon, enega, dva kluba po let sprejmemo, da pridejo na priprave, ker je, mislim, težko najdeš lepše mesto z boljšo temperaturo, z vso okolico po moji Evropi. Mislim, sem bil že mrski, ampak težko bi primerjal s komarkoli Brdom.
V bistvu pika ne bi bili samo še te žarometine, ki pa žal zaradi Se trudimo, metulnih razlogov. Tam je neki gospodič metul, ki nas malo zafrkava, ampak mislim, da tako kot vse v Sloveniji malo traja, ampak da se bo tudi to enkrat rešilo. Če pustimo reprezentanco malce na plano, vaša kariera po koncu igralske kariere, mislim, da ste dosegli še veliko, veliko uspešnih zadev v različnih slovenskih klubih, v različnih vlogah. Skratka, na vas se lepijo uspehi. Skoraj vse, česar se dotaknete, postane zlato. Ja, hvala Bogu, seveda, sej za to delam, a ne, pa mislim, jaz živim fuzbal 24 ur na dan, tako da ogledam si tekem, tako recimo azijskih pokalov, tako afriških prvenstv, vse. Ampak vse ni to garancija, da bom pa zdaj imel v življenju vedno uspeh. Seveda mi je vedno fajn, da imam uspeh, ampak brez sodelavcev, brez pravih ljudi, ki so ob meni, tudi jaz ne bi bil isti. Tako da, kjerkoli sem bil, sem vedno imel super sodelavce. Jaz sem vedno probal biti del ekipe. Nikoli ni noben toliko pomemben kot ekipa. Ali si na igrišču, ali si v pisarnah. Tako da, ja, sem vesel, da je tako, seveda pa še daleč ni konc. Kar se tiče Olimpije, doživeli ste jo v različnih časovnih obdobjih, tudi v tistem, ki je bila praktično na dnu, na tleh in je potem ponovno zrasla. To je bilo zelo stresno obdobje, v katerem je bilo potrebno kar nekaj potrpežljivosti, pa ene solidarnosti, pomoči ostalih vrhunskih veteranov, da ste postavili vse skupaj. Pozabljajo na to, v bistvu, to široko plejado ljudi, 50, 60, ki je takrat od 5. lige do 1. lige pripeljala to več ali manj brezplačno. Vse je bilo treba, vse strukture kluba na novo postavljati. Vsak je po svoje probal nekaj dati zraven. Sponzorji so prihajali, odhajali, ljudje, ki so bili v klubu, so se res borili. In Olimpija je vsem prišla danes do kluba, ki je prepoznan v regiji, tudi neke lovorike so že osvojili, tako da v Evropi, konferenčni ligi so igrali. Tako da to zgodovino malo včasih pogrešam, da bi klub malo bolj cenil. Ker vseh teh 60 fantov, ki so od 5. lige, predvsem do 1., pa mogoče tudi ima ene parih pol še v 1. ligi, da se to tako vrže preč. Ok, tuji lastnik, vse razumem, ampak sej so v Manchesteru tudi Američani lastniki, pa cenijo zgodovino kluba. Tako da to nekateri drugi v Sloveniji delajo boljše. No, Primož Gliha verjetno je bil tisti iniciator, ki je prvi vzel telefon pa začel klicariti. Kako ste se vi odzvali, tako je bili za? Primož je mene na polovici 5. lige poklical, če pridem pomagati, seveda. Jaz sem bil takrat frej z veseljem, kar sem nehal fuzbal. Seveda je bilo od začetka tako na pol rekreativno, ampak brez Primoža verjetno tega projekta ne bi noben drug začel, predvsem ga pa speljal na tak način. Ampak potem pa pridemo do fenomena, že na pol veteran, ampak iz Ljubljane v Koper in najboljši igralec prve slovenske nogometne lige. To je bilo bolj tako spet iz mojega inata, ki ga imam, ker sem se ker vsem te 4 leta sem se razdajal. Konec pa ni bil najboljši, najlepši kot v filmih radi rečejo. Green Dragonsi so mi dali prstan, ki mi je takrat veliko pomenil, ker to se pravi, da si nekaj naredil. Seveda pa z lastniki takrat oziroma s predsednikom kluba nisem bila na isti valovni dolžini in seveda takrat si se počutil malo žaljenega, da bomo mi zdaj kar čez noč profesionalen klub ratali, a nobene osnove. In takrat se je tudi videl, da ni bilo nobene osnove še za totalen profesionalizem. Ampak smo imeli druga stališča in pač z Izetom sva šla na razen, mi da so še danes super. Ampak takrat sem imela čist druge poglede in po klicu Borisa sem se pač odločil, da grem v Koper, predvsem zaradi tega, da dokažem, da imam jaz prav, ne Izet. In na koncu sem dokazal, ampak to je ta inat, ki sva prej govorila leta 1999 oziroma celo našo zgodovino, ki smo ga mi v bistvu v tej jugoslovanski ligi dobili, ker smo se od teh starejših igralcev veliko naučili. In Koper je takrat postal prvak in to že kako je, 4-5 kroge pred koncem. Ja, mislim, zelo dominantno. Ja, ne, se smo imeli odlično ekipo. Tudi fantje, jaz se spomnim, ko sem prišel dol, tudi
zdajšnji predsednik Goberac, župan, so bili, točno so vedeli, zelo hitro so mi verjeli, kaj bi jaz naredil, kako bi delal. Potem so mi pa sledili, smo zgradili vmes še stadion, ki še danes stoji isto. Ja. Tako da današnji župan nogometu ni veliko pomagal, tako da bi bilo fajn, če bi se vsem malo priključil, da bi mogoče infrastrukturo po 20. Travna površina je tako, da bi rahlo v zatonu. Koper malo sprovocirali spet, da se ta infrastruktura porihta, ampak mislim, mi je bilo fajn in seveda vsi te nenormalni uspehi iz obstanka zadnjem kolo, če se spomnite, so obstali v Celju zadnjem kolo, prejšnjo sezono, ko smo mi prišli, te nenormalen uspeh potem prvaka, pa kvalifikacije z Dinamo Liga prvakov. Dinamo je že kar vesel, ne? Ja, ampak je prišlo tudi do stresa in takrat pri 39 je tudi moje telo pač rekel, da ne gre več. In ni šlo več. No, se je mnogo iz posameznikov iz te šampionske koprske zasedbe se potem preselilo v Maribor. Nekaj let pozneje tudi vi. Tako. Maribor je pa naredil eno zgodbo, ki je verjetno unikat v slovenskem prostoru in ne bo težko ponoviti. Tako dolgo let biti del evropske elite. Ja, Maribor je največji slovenski klub, največja inštitucija, Nogometna zveza Maribor, to je organizacija, ki je na najvišjem nivoju. Tam gor ljudje izven igrišča, vsi vejo točno, kaj delajo, ali pa tudi takrat so vsi točno vedeli, kaj delajo in ta uspeh seveda je prišel ne samo umevno, ljudje so delali gor, jaz sem se jim samo v ekipi pridružil in sem bil vesel, da sem lahko teh 7 let bil del te ekipe. Ampak je bila vloga zelo aktivna ali bolj tisto asistenca občasna Zlatko Zahoviču? Jaz sem bil tako, kakor je tudi moj naziv takratne funkcije, sem bil pač asistenca in sem se tudi temu probal podrediti in dati svoj maksimum. Spoznali ste potem veliko stvari, ki potekajo v nogometnem zakulisju. Veliko sem se naučil. Je v Mariboru bilo kaj teže potem delovati, ko je bila klubska blagajna bolj polna in klub že sam evropsko? Maribor je tako dobro organiziran, da se tudi danes ne bojim za Maribor. Maribor bo preživel tudi kakšen težek čas, ker je nenormalna ljubezen do tega kluba. In ljudje imajo dosti potrpljenja, tudi za kakšen slabši čas, ki je mogoče zdaj. In Maribor bo slej ko prej spet se dvignil in prišel na vsaj približen taka pota, kot je bil. Tako da je res organiziran, tako je treba. Čeprav verjetno mesto ob Dravi pravi, samo eden je Zlatko Zahovič, da on je tisti bil sprožilec vsega uspeha in z njegovim odhodom je tudi počasi prišlo do Absolutno. Rezultatskega zatona. Absolutno. Bila sta dobra prijatelja v reprezentanci, kako sta zdaj v odnosih? Zlatko Zahovič, vemo, Nogometne zveze Slovenije se kar utepa. Potekajo kakšne... Dobro, on zdaj verjetno je malo se spočil in slej ko prej bo spet v slovenskem nogometu deloval, ker slovenski nogomet njegovo znanje potrebuje. Recimo na zvezi ste razmišljali, da bi kakšne legende slovenskega nogometa povabili v Nemčijo kot častne goste? To je itak, to bo predsednik reševal. Ampak jaz mislim, da mi smo ogromno bivših nogometašev vrnili nazaj v slovenski nogomet, v slovenske pore. Različne funkcije. Se ne bojo vsi trenerji, eni bojo direktorji, eni bojo sekretarji, predsedniki, karkoli. Ker je prav, da jim te, ki so dali toliko nogometov, da dobijo priložnost. Seveda pa polka dobijo priložnost, morajo pa pokazati, ali so dobri ali niso dobri. Ne samo zato, ker je bil dober fuzbaler, še ne pomeni, da bo dober karkoli. Ali pa obratno. Mi smo ta red zadnje 4 leta pač naredili, predvsem smo jim velikem omogočili šolanje, ker to je pomembno, da vsem tudi nogometaš odpre malo knjigo včasih. Tako da in se zdaj že poznajo rezultati, ker nekaj selektorjev je šlo zdaj delati po klubih, tako da so klubi že malo videli, da vsem na Nogometni zvezi tudi mi vzgajamo trenerje, ki bi bili primerni za klube. Zdaj, vaš uradni naziv na Nogometni zvezi je direktor reprezentanc. Kaj vse to zajema? Ta funkcija verjetno združuje kar eno široko paleto dejavnosti.
Ja, včasih imam občutek, da kako bi rekel, da sem kar za take stvari tudi, ki v bistvu ta funkcija ni namenjena, ampak slovenski nogomet. Deček za vse. Ja, ampak slovenski nogomet je tudi v klubih, ki delaš, nikoli ne delaš samo za tisto, kar si po funkciji, ker drugače ne bo nič. Jaz mislim, da vsi, ki so v klubih, ali pa v reprezentanci, naj bi delali več ali manj vse. To se pravi, kjerkoli lahko kaj pomagaš, kjerkoli lahko kaj narediš, probaš spremeniti, ker edino tako bomo šli naprej. Ne. In včasih se mogoče tudi kdaj hočem kaj preveč, na hiter, preveč spremeniti, pa pol vidiš, pa kakšna anomalija nastane, pa popraviš. Ampak zaenkrat gre na zvezi to v pravo smer, tudi klubi sledijo, velika večina in kar se financ tiče, smo boljši vsak let za klube. Reprezentance imajo uspehe in mlajše selekcije imajo uspehe. Tako da skozi več mladih Slovencev tudi v ligi igra. Seveda ta previl, kar še mu ni bil všeč, ampak mi smo naredili analizo 3-4 leta nazaj, smo probali spodbujati samo s financam. Sprav govorimo ta pravilo, ki je dvignil veliko za mladega igralca. Eden mora biti mlajši 21 let. Tako, pa tudi doma 8 doma vzgojenih igralcev. Ampak na koncu nam je analiza pokazala, da z denarjem to ne bomo rešili samo. Moramo pa tudi vedeti, da to bo čez 5 do 10 let igral za slovensko reprezentanco. Če mi vsako leto iz mladincev dobimo 120 do 150 igralcev, kje bojo pa oni igrali? Če ne bomo mi zaščitili slovenskih fantov, kdo jih bo? Da bojo povprečni tujci igrali. Seveda mi hočemo dobre tujce. Jaz sem bil cel življenje tujce, vem, kaj pomeni biti tujca. Da moraš biti 2-krat boljši od domačega igralca, da igraš. No in ta očitek je že mnogo let prisoten, da je preveč tujcev, povprečnega znanja in podžirajo mesto. Sam pa nam ni šlo, zdaj smo spravili, je bilo od začetka par klubov, ki so bili zelo nezadovoljni, zdaj je tega skozi manj in na koncu, če na hiter pogledamo, v veliki večini primerov klubske blagajne polnijo slovenski igralci. Zelo malo tujcev, ki pride v Slovenijo igrati, jih ti prodaš za odškodnino. Zadnji primer, recimo Rogaška je tako, super posel naredila. Tako. Seveda, je pa rekorder Mura s tujcem tega zimskega prestopnega roka. Super. Se pravim, tacga tujca, ki je bil Šabanađa, mislim, da je Šabanađa. Ja, bil na posoji, potem so ga podkupili. Ampak tacga tujca, dobrodošel v Sloveniji vedno. Ampak na koncu Rogaška bo rešila vse svoje probleme z enim igralcem, ki ga je pa vse naš v 21 selektor iz druge lige poklical v reprezentanco, ki so spet sem poslušal, ja pa kako z druge lige? Ja. Zato, da to je dal znak, da gre tudi kakšen mladinc, ki ne igra v prvi ekipi prve lige, da gre na posojo v drugo ligo. In da vidi, da ga selektori gledajo in ga spremljajo, da se mogoče razvije, ker Slovenci, ki imajo telo, mogoče še ne toliko razvit, rabijo kakšen let, da se kalijo. Vsi mi smo šli na posojo. Dvojna registracija je bila tako pravilna rešitev. To nam FIFA, UEFA malo pač so prepovedali zaradi velikih lig, ampak Srbi imajo, pa mislim, da imajo Avstrijci v drugi ligi, tako da bomo mi to probali nekaj tudi zlobirati, ampak ne vem, če se bo dalo. Dvojna registracija je bila nekaj dobrega. Se pa tudi borite proti temu, da bi čim manj slovenskih nadarjenih mladincev oziroma najstnikov odhajalo v tujino, ne vedoč, kaj jih čaka. Ja, za vsako ceno. Pa Jan Oblak sta recimo izjeme pri 16 pa pol. Jaz mislim, da je to malo prezgodaj, če nisi ekstra talent. Ker ekstra talente, če klub dobi, na pamet govorim, 1 milijon plus, seveda ne grejo. Te povprečni igralci, da se pa pri 19 vračajo brez šole, razočarani, brez denarja, in potem ga nazaj resetirati, da bo igral v prvo ligo, pa pol krvavo delo. Zato bilo mogoče boljš, da jih čim več ostane do 20. 21. In tam 21. ko si pa pravi, pa pač moraš iti v tujino, da boš potem lahko reprezentančen kaliber. Vi ste delovali v Kopru, veste, kako je bil bogat ta primorski nogometni bazen. Ni zdaj po svoje žalostno, da niti enega ne najdejo mlajšega 21 let, da bi igral redno v 11-terici.
Jaz mislim, da jih imajo, tako da to bi se vsem dal najdeti, ampak to je njihova odločitev klubska in bazen Kopra bo vedno, talentov je v Sloveniji. Na 2 milijona prebivalcev itak ogromen, tako da imamo kar par teh regij, ki so trenutno mogoče malo v težavah, predvsem Kranj pa Novo mesto, ki je ogromen talenta, koliko je enih igralcev prišlo tam ven, tudi reprezentantov, da bi bilo fajn, da bi ta 2 kluba kdaj prišla v prvo ligo. Pa kje razmišljate? Vemo, Nogometna zveza predstavlja kar nekaj novitet, da bi se prva liga širila na več članov. Pa zaenkrat ne, ker zdaj se že v drugi ligi dogaja. Spomnite se recimo 10 let nazaj, ko Dob ni hotel 2-krat zapored v prvo ligo. Mislim, to je bila katastrofa za nogomet. Ampak zakonsko je imel, ni bilo sankcij ali pa kaj takega, povračilnih ukrepov. To se pravi, mi smo mogli ta drugo ligo porihtati, da bo druga liga vzgoraj velika borba za uvrstitev v prvo ligo. To se pravi, potem v prvi ligi finančen, kar Nogometna zveza zagotovi, dvigan na tak nivo, da se bojo v drugi ligi nenormalno želeli v prvo ligo. Ne? In potem, ko imaš tukaj bazen 8, 9 ekip, ki hočejo iti v prvo ligo, potem se pa splača širiti ligo. Da pa mi ligo širimo samo zato, da noben ne bo izpadel. Vse to Superligo noben noče. Slovensko Superligo, kjerokoli Superligo noben noče. Ja, pa je dvokrožni sistem. Ne? In nima smisla, nima smisla, če nimaš ta prave konkurence. Je pa po drugi strani res, da leto 2024 ponuja kar nekaj finančne blagodejnosti. Če bo reprezentanca zaigrala na Euro, kaj to pomeni za slovenske klube? Zveza bo verjetno del nagrade dala v razvoj. Absolutno. Nekaj smo že dali, nekaj so zdaj dobili klubi, tako da klubi bojo itak največji profiterji verjetno vsega tega. Zveza itak, mi smo itak support klubom, tako da mi bomo vse naredili, da bo klubom še boljš, da bojo dobili letno še več denarja, da bo naša liga še močnejša, plačilno sposobna še bolj. Kar bi rad še v naslednjih letih, da bi se v Sloveniji zgodilo, da bi vsem infrastruktura, ki ni slaba, ampak vsem pogrešamo terene za trening, da bi bilo več naravne trave, da to infrastrukturo dvignemo na en nivo. Če sam pogledamo našo sosedo Madžarsko, oni so zgradili 10 stadionov, mi smo se 10 let nazaj, spomnite se, iz Madžarov, kako je mogoče, da so tako slabi. Glejte, kje so danes. Madžarska v prvem bobnu Nation League, klubi so tudi zdaj v teh v Euroligah, group stage-ih. Tako da infrastruktura je zelo pomembna. In mi imamo Stožice, imamo Maribor, Celje bo zdaj naredil do poletja 4 zvezdice, če bi Murska Sobota iz 3 na 4 še prišla, pogrešamo Koper, kar so prej govorila, tu pogrešamo župana, da bi to naredil. Pa verjetno ni govora o velikih številkah. Ne. Pa tudi sej, če smo videli zadnje razpise na državnem nivoju, je tudi za športno infrastrukturo kar nekaj denarja namenjenega. Občine so tiste, ki morajo projekte predstaviti. Mi probamo maltretirati, mi imamo tudi hat-trick program, kjer lahko sofinanciramo, ne moramo pa mi projekti narediti, ker niti nimamo pravice. Tako da tu je to lobiranje, ko si včasih rečeš, kva moraš vse delati. To vse skupaj že malo meji na politiko. Absolutno. Ste bili pa delni tudi vi, na vse zadnje veste, kako je kruto vse skupaj. Ja. In zato je treba to infrastrukturo dati na višji nivo in potem bo vsem lažje. V karieri ste bili in nogometaš, in funkcionar, in še marsikaj drugega, tudi politik, za kratek čas. Zelo kratek. Ampak ste se veliko naučili v tistem kratkem obdobju, da ne se boste nikoli več vrnili. To sigurno ne, ampak veliko v življenju, jaz sem imel moto v življenju, da probaš več ali vse. In da potem lahko vidiš, kaj tebi sploh odgovarja, pa kaj ne. Tudi neke drugačne ljudi spoznaš. Vidiš, da ljudje, ki so v politiki,
ki so bili v enem momentu, sem imel občutek v Sloveniji, lahko samo politiki zvezde, da športniki, kulturniki niso mogli biti take zvezde, kot politiki. Da vsem taki ljudje ne držijo besede, je bilo za mene nekaj nenormalnega. Ker v nogometu, na tem nivoju, ko sem jaz bil, na tem najvišjem nivoju, skoraj redko kdo je, da ni držal besede. Tako da spoznaš pol drugo plat življenja, drugo plat, prideš iz hotela, avion, igrišče, na nekam čist drugem in pol si rečeš, a je to mogoče? Je. To se pravi življenje in te vse naučim, pol vidiš, zakaj si. In jaz bi vsakmu mlademu fantu dal isto idejo. Probaš vse in tako boš lažje odločil, kaj te, ker življenje pa samo eno, kaj te paše in kaj te fajn. In zato boš potem tudi tam dober. Vi se na nogometni zvezi počutite odlično. Je to ene vrste niša, v kateri želite tudi ostati v prihodnje? Pa dobro, nogomet je, zdaj sem že 4 leta, tako da nogomet je tako bolj kratkoročna služba, ampak se pravim, tudi v Mariboru nisem vedel, da bom toliko časa ostal, niti na zvezi, zdaj že četrto leto je šlo mem, gre že v 5. Ampak ko so uspehi, vse tiste težavna obdobja se pozabijo, lepe stvari ostanejo, in seveda dokler časa bo, da bom lahko nekaj naredil, da bo izziv, da bomo lahko nekaj premaknili v to smer, tako kot zdaj, da imamo uspeh, zakaj bi šel. Ampak seveda, fuzbal je pa, pravijo Angleži, daily business in čez noč se spremeni v plus in v minus. Ali si igralec, ali si funkcionar, da o trenerjih ne govorim. No, trenerskega posla se ne boste šli? Nikoli, jaz sem to tudi javno vedno povedal od prvega dne, da mene trenerski posel ne zanima. Zelo hitro sem razumel, da to ni zame in seveda jaz cenim vse trenerje in trener, jaz jih kličem kot da so kasta, neka svoja kasta, ker oni od 8 zjutraj do zvečer so na igrišču, živijo ta nogomet in tako, kot ga moram jaz živeti na drug način, ga oni živijo z igriščem in to je treba ceniti in to ni lahko delo, če hočeš imeti uspeh. Če pa hočeš biti mali trener popoldan, to je pa lahko po mojem vsak. Vse načeloma pravijo za nogomet. Tako stereotipen pogled je, to je nekaj lahkega. Malce brcajo, milijoni, lepi avti, lepotice, bajne plače in počitnice. Pa jih ni veliko, ki to doživijo. Slabih stvari nogometa je tudi kar nekaj. Seveda to noče noben govoriti. Mladi ljudje sanjajo o nečem. Prej sva govorila o 120 do 150 fantih, ki končajo mladinski pogon. Ja. Koliko jih uspe v prvih ekipah. Seveda pa ti 8-letnikov, 9-letnikov ne moreš reči, ne je to fuzbal, ne sanjati. Jaz bil prvi, ki sem sanjal, pa kdo je mislil, da bo, pa če bi Jugoslavija ostala verjetno od tiste cele generacije, mogoče bi eden uspel. Tako da to je življenje in ti moraš vedeti, kva hočeš, in če delaš, odrekanje je pa osnova. Isto funkcionarji, isto igralci, isto vse. Pa isto v vašem poslu verjetno, vse isto. Dosti podobno. Ja. To je pač življenje. Legendarni Pajo, hvala lepa za naš obisk. Z veseljem. In upam, da je vaš 6. čut o dobrih uspehih Kekove čete v Nemčiji lepo tlakovan in da bo tudi uresničljiv. Z veseljem, jaz upam, da gremo v osmino finala in potem je vse mogoče. Ta ekipa si to zasluži, to podporo. Hvala lepa. Hvala. Živeli.